Rečim, v življenju obudim, postavim pomnik na tiste čase, ki jih več ni. Dobrodošli na otvoritvi pomnika kulturi ob jubilejni 90. obletnici kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Artiče. Vsak element pomnika nosi tisočero zgodb. Ena se bo pred vami odvila danes. Pa poglejmo. Pa ki je zdaj? Še 2 minute počakam, pol pa grem. Pa ki je, no? Bog. O, lega, pa si se le na sliko. Kaj nimaš? Pa sva se zmenila brez mobitela, brez Instagrama, brez vsega tega. Ja, Vro pa poznaš. Moj star ate je pa moji stari mami še popevil. Kaj pa ti men prinesel? Ja, nisem vedel. Maš lepo priliko, te piše ples, bal, gremo k našim kulturnim društvi, se bomo vsega navičila.
pa rada. Saj sem ti povedal, pa še tamburico sem dobil, pa še fučkat znam. Na hribčku je prav zares naš dom.
Dom kulture, dom sedaj 7 kulturno-umetniških sekcij in vaško središče, kjer vaščani negujemo in ohranjamo svojo kulturno ozaveščenost. Velik hvala, zato gre zagotovo Radu Drnaču, nekdanjemu učitelju in ravnatelju osnovne šole Rtiče, tudi zborovodji in režiserju, ki je leta 1931 društvo ustanovil. Od majhnih začetnih korakov do razcveta v 80 letih je do danes preraslo v glavno stičišče mnogih dejavnosti in prav je, da se temu poklonimo. Kud Oton Župančič Rtiče je zato v sodelovanju s krajevno skupnostjo in turističnim društvom ustvaril izjemno instalacijo okoli Lipe, ki je hkrati pomnik kulturi, park in središče za druženje ob vstopu v Rtiče. Instalacija ima obliko jabolka, ki je brez dvoma simbol Rtič. Sadjarstvo je tukajšnja glavna kmetijska dejavnost. Z jabolkom so označene turistične poti, kakor tudi osnovna šola. Ob Lipi se vije dolga klop, ki kar vabi k druženju. Veliko vlogo pa nosijo stebri z medaljonom Rada Drnača in napisi ples, beseda, glasba in povezanost, ki jih ni treba posebej razlagati. Vse skupaj objema Lipo, ki je priča temu, kaj se je, kaj se dogaja in bo priča vsemu, kar sledi. Ob tej priložnosti k besedi vabim še gospo Milo Levec, podžupanjo občine Brežice, ki je projekt financirala. Brani, prisrčno pozdravljeni tudi v mojem imenu ter v imenu občine Brežice. Za občino Brežice pravimo, da je kulturna občina, kar utemeljujemo s številom občank in občanov vključenih v kulturna društva, kjer s 6% celotne občinske populacije presegamo slovensko povprečje. Kultura občine se odraža v številnih dogodkih društev in ostalih akterjev, ter konec koncev tudi v nazivu, ki si ga je prislužila vaša osnovna šola za prodornost na področju folklorne dejavnosti. Da je temu tako, ste v veliki meri zaslužni prav vi, ki ohranjate in razvijate vse vrste ljubiteljske kulturne dejavnosti ter s posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot ohranjate neprecenljivo kulturno dediščino. Vsak posameznik, ki je kadarkoli aktivno sodeloval v kakšnem društvu, dobro ve, da prostovoljna vloga zahteva veliko truda, predanosti ter terja veliko odrekanja za voljo skupne javne koristi. Člani kulturno-umetniškega društva Kud Oton Župančič Rtiče ste odličen primer dobre prakse ohranjanja kulturne dediščine na podeželju. Medgeneracijsko povezujete ljudi, ki so pripravljeni svoje znanje, sposobnosti ter interese uresničevati na kulturnem področju, ter tako prispevate k vrednejšemu življenju v vašem kraju in širše. Vaše aktivnosti so odlična priložnost za druženje ter utrjevanje temeljnih vrednot, kot so solidarnost, medsebojno razumevanje ter medsebojna pomoč. Te vrednote držijo družbo skupaj ter so dober zgled tudi našim zanamcem. Na občini Brežice se zavedamo velikega pomena kulture, zato v ta namen redno namenjamo sredstva za programe in delovanje kulturnih društev ter prisluhnimo in priskočimo na pomoč tudi ob pobudah in željah, ki privedejo do takšnih pomembnih dogodkov, kot je današnji. Ob koncu bi se želela zahvaliti članom društva, krajevni skupnosti Rtiče ter vsem posameznikom, ki ste aktivni na različnih področjih ter vsak dan požrtvovalno delate za svoj kraj in skupno dobro. Vsem skupaj iskreno čestitam ob postavitvi pomnika kulture. Naj vas vse skozi opominja, da s kulturo lahko sežemo v srca ljudi. V imenu članov Kud Oton Župančič Rtiče in svojem se ob 90. obletnici društva iskreno zahvaljujem gospodu Ivanu Molanu, županu občine Brežice, za financiranje te instalacije, krajevni skupnosti Rtiče za finančno podporo in sodelovanje, turističnemu društvu za sodelovanje in vsem, ki ste kakorkoli spremljali in spodbujali ta projekt. Velik hvala članom društva in sovaščanom, ki so znova dokazali,
da je v slogi moč, zavihali rokave in premikali gore, tokrat goro zemlje. Izjemna hvala tudi Robiju Zorku za svoj izjemen prispevek v večernih urah, ko nam je že čas močno dihal za ovratnik. Naša želja je, da postane Vaška lipa, obdana s to čudovito instalacijo, središče družabnega in kulturnega dogajanja v kraju. Pomnik naj bo predvsem v teh časih opomin na izjemen pomen amaterske kulture in njeno bogato tradicijo pri nas in širše. Klub pa stičišče druženja, inkubator dobrih idej ter kraj, kjer bomo tudi kdaj kaj zapeli, zaplesali in zaigrali. Na vsakem koraku dolge poti pridobivanja ustrezne dokumentacije nam je svojim znanjem izjemno pomagala Katja Pongračič, zato se ji ob tej priliki še posebej srčno zahvaljujem. Verjamem, da bi brez njene pomoči še tavali v temi. Za idejo in izdelavo te čudovite instalacije se moram zahvaliti izjemnemu lokalnemu ustvarjalcu Roku Vrstovšku Tanšku, ki je sicer diplomirani kamnosek, a se je za voljo omejenih sredstev lotil dela z drugimi trajnostnimi materiali. Rok, ob tej priliki te prosim, da prideš k meni, da te vidijo še v živo. Prosili smo ga, da nam postavi pomnik kulturi in dobili mnogo, mnogo več. Vsi, ki ste spremljali njegovo delo, ste lahko opazili, da je instalacija v celoti trud njegovega dela ter občasno pomoči njegovih prijateljev. Številnim problemom je našel rešitve, od zastavljenega ni odstopal. Z njegovimi besedami, nič lažjega, pa bomo. Ves čas ustvarjanja se je dokazoval izključno s svojim delom in ne besedičenjem, kot jaz to počnem zdaj, kar je danes prava redkost. Rok, iskrena hvala. Projekt Nemogoče je mogoče je zaključen. Naj bo tale instalacija inspiracija za vse nadaljne in opomnik, da je samo nebo tvoja meja ali pač tudi ne. Upam, da boš ob vsakodnevnem hitenju vendar kdaj našel čas za uživanje v lastni kreaciji. Izjemno smo zadovoljni in neizmerno hvaležni, da si delil to noro izkušnjo z nami. Lepo je bilo sodelovati s tabo. Jaz že dolgo mislim na tebe. Kar naprej sanjata. Ko pišem domačo nalogo, kar naprej pišem tvoje ime z mojim priimkom. Se ve, nobeno delo doma težko več ni, ker v mojih mislih si ti. Jaz bi rad jemo za moje dekle. Kaj si za? No, če si ti hočeš, pol pa ja, ne, če sem te že čakala.
Razstava prikazuje zadnjih 10 let delovanja KUD Oton Župančič Artiče. Te panoji predstavljajo prvih 80 let delovanja, razstava je pa naslednjih 10 let. Največji dosežki našega društva. To so vsa gostovanja v tujini, državne revije, Slow Folk festivali, obletnice največje. Kaj? Največji dosežek je bil? Največji dosežki so državna tekmovanja, folklorne skupine in gostovanja v tujinah. Gostovanja v tujini. Tako otroške folklore kot odrasle. Gostovali smo po celi Evropi, od Portugalske, Nemčije, Češke, Italije, Balkana. Zajema obdobje od leta 2011 do 2021. Avtofotografiji so člani fotosekcije KUD Oton Župančič Artiče.